Kaj počne vlada? Pravi, da bo 2 milijarde več investicij v zdravstvo, ne? In da bodo pokojnine rasle po 2 do 3 odstotke na leto. Sočasno pa ljudem nad 6 tisoč evri plače daje tako imenovano socialno kapico oziroma davčni odpustek, po katerem se bodo seveda njihovi neto prejemki bistveno povečali, ampak pokojninska blagajna bo pa izgubila 120 milijonov evrov, zdravstvena blagajna bo pa izgubila 70 milijonov evrov z tega naslova. Dodatno za 4300 najbolje plačanih ljudi napoveduje, da jim bo znižala dohodnino z 50 odstotkov na 45 odstotkov, s čimer se bodo spet oni obogatili, državna blagajna bo pa hirala. In ne nazadnje napoveduje tudi znižanje dohodnine na kapitalske prejemke, predvsem je zanimivo, da se bo znižala stopnja dohodnine iz dohodka na kapital 27 odstotkov in pol na 25, iz dohodka na oddajanje premoženja, se pravi tisti, ki so res lastniki ogromnega števila stanovanj, bodo s tem najbolj profitirali, pa se bo dohodnina praktično prepolovila, 27 odstotkov in pol na 15 odstotkov. Kaj to pomeni v številkah? Pri nas okrog 40 zavezancev za ta davek z oddajo nepremičnin zasluži več kot 150 tisoč evrov. Tisti, ki zasluži več kot 200 tisoč evrov, bo s tem ukrepom profitiral za 25 tisoč evrov. Njim dajete ta denar. In to ob trendih, ko cene na trgu nepremičnin dobesedno divjajo, ko mladi do stanovanj ne morejo, ko stanovanja kupujejo ljudje, ki jih kupujejo kot investicijo za to, da jih bodo oddajali, in vi zdaj dajete davčno darilo, da jih k tem še bolj spodbujate. Na škodi bomo pa vsi ostali. Na škodi bo zdravstvo, na škodi bodo pokojnine, na škodi bo državna blagajna, ampak to vas ne zanima. Vi pravite, to bo koristno. In Fiskalni svet papagajsko ponavlja za vami, ja, saj to je kratkoročno tveganje, tale milijardica bo sicer zmanjkala, ampak pravi pa, in to je v mnenju napisal, to bo koristno. Tukaj bi spomnil, da isti Fiskalni svet zganjal vik in krik, ko smo hoteli ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zaradi katerega so opozarjali, da bi lahko prišlo do 70-milijonskega izpada v javni blagajni. Tukaj se pogovarjamo takole, s tleskom prsta je nekdo rekel, mi bomo pa zdaj kar milijardo dali najbogatejšim, čau, in reče Fiskalni svet, ja, to je pa samo neko kratkoročno tveganje, sicer je pa koristno. Koliko je to koristno, smo videli v prvi Janševi vladi. Takrat se je tudi znižal davek na dobiček, pa odpravila se je najvišja dohodninska stopnja, pa kapitalski dohodki so se izvzeli iz dohodninske lestvice in vse skupaj je pomenilo približno milijardo evrov minusa v prihodkih države. Pol je pa prišla kriza in kaj smo delali? Sprejemali ste varčevalne ukrepe. Leta 2011 se je že pojavila gospodarska rast, pride nova Janševa vlada, sprejme ZUJF in dobimo recesijo v letih 2012 in 2013, ko je Slovenija vžgala na najnižjo točko po svoji perspektivi. 20 odstotkov mladih je bilo takrat nezaposlenih, vi ste pa še naprej vrteli ta boben, češ kriva je prepotratna država, ki jo je treba še bolj uklestiti. In zdaj smo se spet znašli v nekem takem obdobju. Letos imate to peno, da vam je Evropska komisija pogledala skozi prste, so rekli, ja, sej letos je pa posebno leto, zaradi epidemije fiskalnih pravil ni treba spoštovati, s čimer se mi strinjamo, da se ne bomo narobe razumeli. Ampak eno je, da se denar v takih obdobjih porablja za stvari, ki so res potrebne, za ohranjanje delovnih mest, za podporo prebivalstvu, drugo pa je neka slepa zapravljivost. Ker kako se je ta denar porabljal? Zakaj smo teh 827 milijonov natolkali že do 22. marca minusa letos? Dajali ste podjetjem, ki ne samo, da niso ohranjala delovnih mest, če spomnim, Safilo, Adient, ne samo, da niso ohranjali, oni so odpustili, potem, ko so pobrali državne subvencije, vse zaposlene in se umaknili iz države. In to potem, ko smo vas v Levici in tudi druge opozicijske stranke opozarjali več mesecev, da ne morete dajati delodajalcem oziroma kapitalu na lepe oči milijonov javnih sredstev, ampak da morajo temu slediti neke zaveze. Oziroma
Optimalno bi bilo celo delni vstop države v podjetja, ki desetine milijonov javnega denarja prejemajo za to, da lahko obratujejo. Potem ste razdeljevali na način, da so neki zdravniki, kot smo lahko zjutraj poslušali, recimo zanimiva je ortopedska klinika, ki na noben način ni bila v prvih bojnih linijah pri covidu, so si izplačevali po več tisoč evrov nagrad na mesec, češ izredne razmere. Sočasno pa tisti ljudje v medicinski negi, ki so dobesedno v skafandrih cele dneve švicali in se ukvarjajo s covid bolniki, so pa dobili kakšne fičnike. Tako je izgledalo vaše razdeljevanje denarja. Kako bo izgledalo to razdeljevanje naprej, je pa še hujš. 780 milijonov evrov boste zagonili za orožje, to je zdaj sprejeto, 1 milijardo evrov boste zagonili na leto za davčne odpustke za najbogatejše, hkrati pa frazarite še v nekih, zdaj boste pa vi kar še načarali, še 2 milijardi za zdravstvo, pa 600 milijonov za dolgotrajno oskrbo, pa višje bodo pokojnine in tako dalje. Tako da, kot sem rekel, ta film smo že videli, ker bo prišla streznitev, ampak vi se obnašate nekako tako, če parafraziram oziroma če citiram Madame Pompadour, ki je bila zelo preroška, ona je bila ljubimka Ludvika 15., se pravi zadnjega francoskega kralja, ki je umrl naravne smrti, ni bil obglavljen, in ona je rekla après nous le déluge, za nami potop. In vi se točno tako obnašate. Zdaj boste zagonili ves denar, ki ga lahko, kaj bodo delale naslednje vlade, vas pa ne briga. Se bodo oni ukvarjali z vašimi minusi, kupovali orožje, za katerega boste vi podpisali pogodbe, in oni se bodo morali ukvarjati z neumnostmi, ki jih boste vi v ta sistem inštalirali. Tako to izgleda. Če slučajno dobite vi vlado še eno, pa najbrž računate na to, da si boste do takrat že lahko do dovoljšne mere pokorili medije, civilno družbo in tako naprej, da ne bo kakšnega prevelikega nasprotovanja. Ampak mi bomo danes glasovali proti, hkrati pa naredili vse, da do tega scenarija ne pride.